Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji Aktualno se bomo pogovarjali o dediščini v najširšem pomenu te besede. V studiu pozdravljam Drejca Kokošarja iz društva Idrija 2020. Dobrodošli v našem studiu. Dober dan, lep pozdrav. Gospod Drejc, povejte nam, je dediščina priložnost ali je dediščina samo cokla? Ja, to je pravzaprav ena zadeva, ki se tudi mi velikokrat smo jo izpostavili. Namreč mislim, da tudi prebivalci velikokrat, oziroma normalni občani, kako bom rekel, da bi se tako izrazil, velikokrat vidijo dediščino bolj kot breme. To se mi zdi, da ni prav in naše delovanje je pravzaprav osredotočeno predvsem na to, da predstavimo dediščino kot priložnost. Dediščina ni samo nekaj, kar pomeni, da recimo, ne vem, če pogledamo stare hiše, to ne pomeni samo dodatnih stroškov ali pa več birokracije, če si lastninimo spomenik, ampak hkrati tudi pomeni podjetniška priložnost. Imamo pač podatke o tem, da recimo dediščina lahko ustvari izredno veliko dodano vrednost, ne samo za lastnika, ampak tudi za širšo skupnost. Začeli ste pravzaprav s projektom stare rudarske hiše. Potem ste ga širili tudi na prhauze oziroma stolpiče. Kako je sedaj s tem projektom? Ja, tako je. Mi smo pravzaprav idrijske rudarske hiše prepoznali kot eno zelo zanimivo potencialno možnost v Idriji, ki je marsikdaj malo tako spregledana. V bistvu vse preostale tehnični dediščini, ki jo imamo v Idriji, je pa hkrati po našem mnenju ima največji potencial. Zakaj? Ker rudarske hiše so praktično, jih lahko gledamo tako z vidika prenove oziroma revitalizacije, kot tudi seveda zato, da jih uporabimo za nek drug namen, kot so bile v preteklosti. Mi velikokrat poznamo idrijske rudarske hiše kot, oziroma tako bom rekel, ko nekdo pomisli na idrijske rudarske hiše, avtomatično verjetno še nekaj let nazaj so pomislili vsi, tudi prebivalci Idrije, na muzejsko, torej na tisto, ki je prenovljeno v Bazoviški ulici, ki je super izgreden primer obnove, mi pa pravzaprav gremo še en korak naprej. In idrijske rudarske hiše so tako zakladnica nekih rešitev. Moramo vedeti, da so narejeni iz lokalnih materialov. Kamen, les, apno so tri materiali, ki so praktično zaznamovali vse idrijske rudarske hiše, ne samo rudarske hiše, tudi vse okoliške hiše v občini Idrija in okolici. In mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da je to trajnostna rešitev, ekološka rešitev in da s tem, ko negujemo te tradicije, ko negujemo te materiale, hkrati negujemo tudi tradicijo, kako jih izdelujemo. Torej, rudarske hiše so neka zakladnica nekih znanj, hkrati pa se lahko uporabljajo tudi za turistične namestitve. Pomembno je recimo tudi, sploh če pogledamo v luči pomanjkanja stanovanj v idrijski občini, ki jo sedaj zelo izrazito čutijo, mislim, da predvsem mladi ljudje, lahko vidimo, da po drugi strani imamo pa ogromno zapuščenih hiš, ki pa praktično samevajo ali pa je mogoče v njih en sam človek, narejene so bile pa vsaj za 10 ljudi. In mislim, da tukaj je en tak potencial, ki je zelo pomemben recimo pri rudarskih hišah. Kako je s Trnovcovo hišo v Grapi? Ja, Trnovcova hiša v Grapi smo se takrat pridružili projektu PIRH, ki ga je podprl Eko sklad, vodili so ga v društvu Prostorož iz Ljubljane, hkrati pa sodelovala tudi občina Idrija. Bil je narejen katalog ukrepov in tudi potem pilotni načrt prenove. V sklopu tistega projekta smo tudi popisali vse rudarske hiše v Idriji in zdaj je tako, projekt je speljan do neke faze. Mislim, da je praktično bi lahko ima gradbeno dovoljenje.
vendar je pa tukaj predvsem v bistvu odločitev potrebna se strani občine Idrija, ki je lastnica hiše. In kolikor jaz imam informacije, se tudi župan prizadeva, da bi se iz tega projekta nekaj naredilo. Namreč vsekakor je pomembno pač se mi zdi smiselno, da se na tem projektu dela. Tudi mi iščemo različne variante, kaj bi se lahko s tem naredilo. Predvsem pa je seveda, mislim, da bi bil en tak projekt, take obnove rudarske hiše zelo lep primer, no, v bistvu, kaj se vse da narediti. Tam bi lahko vsaj 2 družini živeli in bi konec koncev naselili, hkrati pa bi bil to tudi neko lepo podoba in bi jo lahko tudi navzven z veseljem kazala idrijska občina in tudi prebivalci, mislim, da bi bili zelo zadovoljni, če bi se enkrat to lahko postavilo. Zanimivo je tudi vaše povezovanje z gimnazijo na področju matematike, geografije, sociologije, kemije. To vse je združeno v teh rudarskih hišah. Ja, to je v bistvu ravno to, kar mi želimo izpostaviti, da rudarske hiše niso samo za gledati, ampak se lahko iz njih marsikaj naučimo. Mislim, konec koncev smo že v lanskem letu rudarske hiše tudi z vašo založbo ABC Merkur pravzaprav pokazali, da se da jih uporabiti tudi kot pisateljsko rezidenco, torej kot umetniški navdih in tako naprej. Ali pa za malo bolj doživeto vodenje. Sedaj pa smo šli malo pogledati tudi na področje izobraževanja in recimo, ja, rudarske hiše so zakladnice znanja. Dober primer je recimo že to, da lahko določene šolske predmete vnesemo v sam koncept teh delavnic v rudarskih hišah. Bom dal en tak primer. Delali smo z idrijskimi gimnazijci, z dijaki 2. letnika in so bili zelo zanimivo je bilo pravzaprav, kako so drugače obravnavali te hiše takoj, ko smo začeli delati, ko smo jih v bistvu vpeljali v to, da so v teh idrijskih rudarskih hišah videli tudi, da je lahko tudi recimo neka geografija, matematika, sociologija se da tolmačiti z vidika rudarskih hiš. Kot primer, s pomočjo rudarskih hiš so lahko recimo računali matematične kote, nagibe, naklone idrijskih rudarskih hiš, ugotavljali so, kako padavine vplivajo na naklon streh, recimo, ki so recimo v idrijski občini bistveno bolj strme, kot pa v sosednji ajdovski občini, ki je v popolnoma drugačnih klimatskih pogojih. Poleg tega bi jaz omenil recimo tudi znanje sociologije je tak primer, ko recimo nam lahko rudarske hiše zelo pomagajo. Konec koncev vemo, da rudarske hiše so bile postavljene večino po hribih, ne toliko dolin, in je bilo v bistvu v Idriji zelo jasna razmejenost. Na pobočjih so lahko bili rudari, v dolin so bili pa uradniki, trgovci oziroma tisti malo bolj premožni. Torej, bom rekel, reveži so bili na pobočjih in so se mogli v bistvu spopadati s popolnoma drugimi razmerami kot nekdo, ki je bil v dolini doma. Pripravili ste tudi fotografsko razstavo pod mentorskim vodstvom Nejca Menarda, je še na ogled? Tako je, ja. Razstavo smo pripravili kot zaključek projekta, imenuje se Podobe idrijskih rudarskih hiš in je na voljo za ogled v gimnaziji Jurija Vege Idrija. Žal, zaradi epidemioloških razmer razstava ne moremo v bistvu nameniti za zunanje obiskovalce, tako da je na voljo v fizični obliki samo dijakom in učiteljem, ampak odzivi so odlični. Za vse ostale obiskovalce oziroma za vse ostale tiste, ki bi radi pravzaprav si pogledali razstavo, pa je na voljo tudi virtualna razstava, ki pa jo lahko, kdor ga pač zanima, dobi na naši spletni strani. V prihajajočem mesecu boste izpeljali Heritage Hack in Heritage Lab. Zakaj pravzaprav gre?
Ja, pravzaprav je to zopet povezano z našimi nameni, da bi dediščina predstavljala na drugačen način, torej kot smo že omenili, kot priložnost. In ravno zaradi tega je zelo pomembno, da mlade, predvsem mlade, spodbujamo to, da kulturno dediščino vidijo kot priložnost, ampak ne samo kot navadno priložnost, ampak tudi kot podjetniško priložnost. In temu sta tudi namenjena ta dva projekta, ki ste jih omenili. Torej Heritage Hack je dediščinski hackathon. Hackathon je pravzaprav tudi neka taka novejša beseda, pride iz grške besede maraton in nekako spominja na to, namreč tekmovalci morajo na teh hackathonih v določenem časovnem obdobju se domisliti najboljše rešitve za nek izziv. No in ta Heritage Hack pravzaprav kombinira dve besedi, heritage, ki pravzaprav v angleščini pomeni dediščino, in pa hack, ki pride iz hackathon, torej kot iz teh preizkušenj. In na letošnjem Heritage Hacku smo dali v ospredje izzive podeželja in manjših tudi industrijskih mest oziroma nekdanjih industrijskih središč. Namreč te kraje se soočajo z večjim seljevanjem mladih, ki se pač negativno pozna na okolju, in zato v bistvu tekmovalce letos pravzaprav napeljujemo k temu, da iščejo najboljše rešitve za ta območja. Iščemo interdisciplinarne rešitve, torej ne iščemo nekih klasičnih, recimo, ko nekdo pomisli na podeželje, pomisli na kmetijo, mi ne iščemo neke klasične kmetije, mi iščemo nekaj, kar bo povezalo mesta, podeželje, več različnih znanj. Torej recimo imamo tukaj primer lahko arhitektov, lahko imamo tudi kmete, lahko imamo recimo družboslovce ali pa še kogar drugega, in da snuje najboljši primer. Heritage Hack bo potekal v okviru dveh projektov, ki jih izvajamo v naših organizacij, in to sta v bistvu mednarodni projekt UINT, v katerem sodelujemo kot partner občine Idrije, in pa Under the Loop Rural Youth Work, to je pa Erasmus Plus projekt, ki pa poteka v sodelovanju z partnerji iz Hrvaške in Srbije in raziskujemo v bistvu kako bi lahko čim boljše razvili mladinsko delo na podeželju. Kako so ti vaši projekti, kako odzvanjajo v evropskem prostoru? Ja, zaenkrat imamo zelo dobre odzive iz evropskega prostora. Jaz bom rekel tudi to, če smo prej omenili recimo rudarske hiše. Projekt rudarske hiše so recimo bile izpostavljene tudi na spletni strani Sveta Evrope kot odlična praksa pri revitalizaciji dediščine. Heritage Hack je odličen v bistvu primer, in v okviru projekta UINT, ki sem ga že omenil, je tudi bil izpeljan v Avstriji, v okolici oziroma v okolici Gradca, v Leobnu. Podoben projekt, tam je v bistvu partner Steirische Eisenstraße, torej Štajerska železna pot, ki združuje nekdanje rudnike železa z rudo zelo bogatem nekoč Štajerskem, je že izpeljal podoben hackathon in menda zelo uspešno. Tako da v bistvu z našo pomočjo mi smo jih malo v bistvu usmerjali v to zadevo. Drugače pa imamo, kar se tiče evropskih projektov, smo zelo zadovoljni, ker je kakšen 2 meseca nazaj prišla iz Evropske komisije v bistvu novica, da so nas izbrali kot dobro prakso pri tako novem skladu za pravičen prehod, Just Transition Fund, ki je namenjen, ki bo v bistvu, to je sklad, ki bo namenjen vsem tem, predvsem premogovniškim območjem, ki so zdaj zelo prizadete zaradi zelenega dogovora oziroma zelenega prehoda v Evropi. In v bistvu ta dobra praksa to je v bistvu dobra praksa povezana z TBI metodo, ki smo jo izpeljali pred nekaj leti v Idriji. Jeseni pa napovedujete festival industrijske kulture. Tako, to bomo ravno tako izvedli v okviru projekta UINT,
kjer sodelujemo kot partner občine Idrija. Namreč projekt UINT je ravno tako posvečen izseljevanju mladih oziroma pač preprečevanju izseljevanja mladih iz nekdanjih industrijskih središč. In v bistvu, če smo mi Heritage Hack prenesli v Avstrijo, pa Avstrijci nam prinašajo dobro prakso Festival industrijske kulture. Tako da v drugi polovici septembra načrtujemo nov festival, ki bo pa predvsem posvečen idrijskemu človeku oziroma idrijski kulturi. Torej, nekak celosten pogled na, v bistvu na Idrijo oziroma industrijsko dediščino. Povejte nam, kdo vse financira te vaše projekte? Večinoma projekte si financirajo iz Evropske unije. Recimo, mi imamo projekt Erasmus+, ki je direktno financiran iz Evropske komisije. Potem recimo ta projekt Festival industrijske kulture oziroma UINT smo bili izbrani na javnem razpisu občine Idrija, medtem ko pa sam denar pa je večinoma zopet iz evropskih programov. Mi poleg tega delamo še na par drugih projektih, ki pa so ravno tako iz evropskih projektov. Primer je pa recimo tudi tale projekt Idrijska rudarska hiša, šola trajnostnega stavbarstva, ki smo ga speljali z gimnazije Jure Vege, ki ga pa financira Ministrstvo za okolje in prostor, 100%. Čestitke tudi za ta poslovni del. To ni tako preprosto, ne? Vsekakor ni tako preprosto. Razpisi so ena taka posebna zadeva z svojimi prednostmi in slabostmi. Kljub temu pa ne solonimo povsem na razpisih, ampak iščemo tudi tržne sredstva. Že zaradi tega, ker razpisi pač enostavno ne omogočajo 100% financiranja. Živimo v času epidemije. Kako ta okoliščina vpliva na vaše delo? Tako bom rekel, mešano. Nekatere stvari mogoče so celo boljše bile izvedene zaradi epidemije. Govorim namreč o nekaterih srečanjih, za katere smo presenetljivo ugotovili, da če jih digitalno izvedeš, bo zate lahko slišal cel svet, in temu primerno je tudi udeležba lahko večja, kot da bi bile potekale v občini Idrija. Konec koncev smo še vedno tudi v Sloveniji tretirani kot nek bogu za hrbtom, tako bom rekel. In čeprav je iz Ljubljane 1 uro, kdaj Ljubljančane ali pa odkoder drugod težko spraviti, na tak način pa hitro vidimo, da je odziv bistveno boljši. Po drugi strani pa nam je epidemija seveda nekatere zadeve dokaj spremenila neke naše načrte. To se predvsem čuti pri enem drugem projektu Common Heritage, v bistvu skupnostni vodja dediščinske skupnosti, kjer je praktično se projekt kar zamaknil in je zelo temeljil recimo kot evropski projekt zelo na mednarodnih izmenjavah in na mednarodnih treningih. No, te treninge smo morali na koncu vse speljati digitalno, rezultat pa, bom tako rekel, ni ravno isti. Ni pa tako grozna ta epidemija, kot bi lahko bila, ker pač, če si iznajdljiv, se vse da. Ja, sami ste študirali ruščino in češčino. Vas v teh pomladnih mesecih kaj vleče v Prago? V Prago me je zmeraj vleklo, še tudi v druge kraje na Češkem. Tudi še vedno sem aktivno pač v bistvu povezan, ne toliko sicer zdaj poslovno ali pa delovno, ampak prijateljsko pa še vedno zelo. Darejc Kokošar, hvala za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala vam tudi za povabilo. Jaz bi na koncu mogoče sem še dodal, da kogar zanima naša aktivnost, ga z veseljem vabim, da se nam oglasi, hkrati pa tudi, da se oglasi v naših prostorih v Idrijskem Inzagiju, kjer smo tudi na voljo, če bi koga zanimala bogata tehnična dediščina tistega seveda prostora. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Srečno!